pride, vete. Torej, na pobudo predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janše, sem sklical danes sestanek parlamentarnih strank in kakorkoli že bo kdo ocenjeval njegove dosežke, menim, da je bilo koristno, da je vsak povedal to, kar je menil, da je tako očitno občutljivi temi potrebno povedati pred petkovo razpravo in bo morda tudi v luči današnjih argumentov, ki jih je slišal iz nasprotne strani, morda tako vodil razpravo v petek ob noveli zakona o hrambi arhivskega gradiva, ki ga je vlada pripravila, da bi primerno uredila neko, kot je očitno iz zgodovine slovenskih vlad, to s tem se ukvarjala vlada premijera Drnovška, premijera Janše in moja občutljive zadeve. Zdaj pa k bistvu. Najprej bi rad povedal, da je napačen vtis, ki se poraja v javnosti, da poskuša vlada z novelo zakona ščititi kakršnekoli podatke, ki bi razkrili nelegitimna, nezakonita dela uslužbencev SDV-ja doma. Vse, kar je povezano z delom SDV-ja notranje politično, je dostopno javnosti. Tukaj se je porodilo vprašanje, o katerem bo kasneje govoril direktor arhiva, ki zadeva samo določen segment dela Sove in bi lahko imelo pomen za nacionalne interese naše države. In to je zdaj ključna stvar, o kateri se pogovarjamo. Moje temeljno vprašanje je bilo, ali je vse eno, da vse informacije in podatki, ki jih je zbrala in pridobila za svojo uporabo Služba državne varnosti pred 17. majem leta 1990, ostanejo dostopne javnosti, brez zadržkov, ali pa ne zaradi interesov in koristi posameznikov v tistem času, ampak zaradi koristi nacionalnih interesov današnje demokratične Slovenije, del gradiva ostane še nekaj časa nedostopno javnosti. Zaradi interesov današnje države. To je bistveno vprašanje, ki je bilo danes zastavljeno na tem sestanku. Tukaj so, kot vidite, mnenja bila in ostajajo različna. Slovenska vlada se s tem vprašanjem ne ukvarja zato, ker bi ščitila interes posameznikov ali skupin, ukvarja se zato, ker ščiti interes te države. Ne prejšnje, ampak te demokratične Slovenije. Imamo veliko drugih problemov, s katerimi smo se in se bomo ukvarjali, ampak očitno je, da smo pri primeru zaprosila novinarja Omerza naleteli na problem, ki ga bo treba tudi regulirati. In smo ga, tako kot bo povedala kasneje ministrica še enkrat, zelo sumarno. Torej, to je ključno vprašanje. Kaj naj stori demokratična Slovenija, ki pomeni diskontinuiteto za bivšim totalitarnim nedemokratičnim režimom, kaj naj stori demokratična Slovenija z delom arhivskega gradiva, za katerega sodi, da bi lahko ogrozilo vsaj del javnosti, strokovne in politične, meni tako, da bi lahko ogrozilo interese te samostojne, demokratične Slovenije, kaj naj stori? Naj ga da v pogled v celoti javnosti ali naj ga pred javnostjo še nekaj časa zaščiti ravno zaradi splošnih interesov, ne interesov posameznika. Kogarkoli z imenom in priimkom. To je zelo bistveno vprašanje, gospe in gospodje. Najprej kratko razlogi za novelo, še strani ministrice, potem pa direktor arhiva o tem, kaj in kako se je vsa stvar zgodila. Prosim. Hvala lepa. Danes smo bili priča, ne prvič, konec koncev tudi že včeraj zvečer smo obravnavali znotraj Državnega zbora in odbora za kulturo, šolstvo, mladino novelo zakona. Priča smo bili pravzaprav razmišljanju, kaj je in kako se ščiti nacionalni interes države oziroma kdo in na kakšen način lahko ščiti in deluje državotvorno. In tukaj je nekaj spodrsljajev okrog državotvornosti zagotovo in razumevanja tega
je bilo tudi strani opozicije in tistim, ki nasprotujejo tej noveli, izraženo več kot nedvomno. Novela popravlja, jaz pravim, napako iz leta 2006, ko je bil spremenjen zakon o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva in je v določenem delu gradiva SDV-ja pred leta 1990 in to iz maja 1990 odprl dostopnost tako rekoč vsem. Seveda, ta dostopnost se je že prejšnji vladi izkazala kot sprašljiva in z različnimi akti od sporazuma oziroma od uredbe, ki je takoj sledila sprejemu zakona leta 2006, od uredbe, ki jo je podpisal gospod Janez Janša, takrat premier 1. junija 2007, do sporazuma o posebnem varovanju in dostopnosti določenega dela arhivskega gradiva prevzetega na podlagi prevzemnega zapisnika tako naprej, leta 2008 in to 2.7. do različnih ugotovitev in ocen možnih škodljivih posledic v skladu z zakonom o tajnih podatkih, ukolikor bi se vsi podatki razkrili. Skratka, prejšnja vlada je razumela, da se je z odprtostjo arhivskega gradiva, kot ga je določila v 65. členu, ujela, ne bom rekla v past, ampak seveda v zadrego, ko je na eni strani tako nekdanji direktor Sove kot tudi ostali ugotovila, da ni prav, da so ti materiali dostopni. In pravzaprav je v teh ugotovitvah in ocenah škode ugotavljala točno to, zaradi česa smo mi šli sedaj ta zakon spreminjati. In lahko ponavljam, ne berem naših gradiv, ampak berem tudi sporazume in berem gradiva iz preteklosti, se pravi iz leta 2008-2007, ki ocenjujejo, da to vrstno gradivo vsebuje posebej občutljive, pomembne podatke za varnost Republike Slovenije oziroma za njene strateške interese v odnosu do drugih, predvsem sosednjih držav, in za nemoteno obveščevalno in protiobveščevalno delovanje agencije, saj obsega podatke o nekdanjem in sedanjem delovanju tujih držav oziroma njihovih obveščevalnih služb na območju Republike Slovenije in v slovenskem zamejskem prostoru, kot tudi podatke tako imenovanih sodelavskih mrež, ki so še aktivne ali pa v interesu obveščevalno-varnostne dejavnosti in tako naprej in tako naprej. In je že takrat dala značaj tajnega podatka. In pravzaprav smo se danes hoteli pogovarjati tudi o tem, da vendarle nacionalni interesi, ko ščitimo državo Republike Slovenije, posledično tudi ogroženost ne samo človekovih pravic, ampak še marsičesa drugega, poleg nacionalnega interesa, je tako vlada kot prejšnja vlada mora slediti istim ciljem. In takrat jih je prepoznala in po moji presoji delovala protizakonito. Mi smo to tudi prepoznali in delujemo zakonito, s tem, ko spreminjamo zakon in omogočamo, da bo, to pa je pomembno povedati, tisto gradivo, ki bo nedvoumno določeno in je presojeno kot tisto, ki škodi nacionalnim interesom Republike Slovenije, nedostopno, tisto, ki to ni, pa dostopno. In to bo počela komisija, ki ima smiselno oziroma v zakonu definirano sestavo in jo sestavljajo predstavniki Državno-zborske komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, predstavnik arhiva Sove in predstavnik pooblaščenke. Ja, preden dam besedo direktorju arhiva, ne rečem, da lahko po današnjem sestanku še enkrat ugotovimo, da se tako prejšnja kot sedanja vlada soočila z enakim problemom. Torej, ali je vse zbrano gradivo, dokumentacija in informacije, ki jih je služba državne varnosti zbrala doma in v tujini,
na razpolago javnosti, brez izjem, ali pa so izjeme zato, ker bi ogrozile nacionalne interese sedanje demokratične Republike Slovenije, ne zaradi zaščite posameznikov iz tedanjega režima. To je ključno vprašanje. Tukaj smo si prišli danes v diskusiji, se mi zdi zelo blizu. Tako eni drugi smo ugotovili, da prejšnja vlada za uredbo in sporazumom, ki ga je citirala ministrica, skušajo urediti problem. Zdaj skušamo mi ta problem naprej urejevati z novelo zakona. Direktor arhiva pa povedal, zakaj je ta problem naenkrat tako eskaliral kot je in kako on vidi vse to. Se mi zdi tudi pomembno. In ne nazadnje bi reče to povedal, ko se govori o nezakonitosti, neustavnosti. Ali jaz menim, da je neko dejanje, ravnanje, zakon ustaven ali ne, je nepomembno. Pomembno je, glede tega vprašanja, kakšno je potem mnenje oziroma odločitev ustavnega sodišča. Tako tudi mnenje nekaterih kolegov iz opozicije, da sta direktor arhiva in direktor Sove ravnala nezakonito, ostaja samo njihovo mnenje. Zakonitost bo ugotavljalo sodišče. Kazenska ovadba zoper nju je že podana. Tako da, če in kolikor se vsi zavzemamo za to, da pravno državo utrdimo, potem imamo lahko mnenje, ne moramo podajati sodb, zato so pristojni drugi, direktor arhiva. Ja, hvala za besedo. Razprava, ki se je raznela ob relativno majhnem delu arhivskega gradiva, gre za približno 80 tekočih metrov, se v bistvu nanaša samo na manjši del arhivskega gradiva nekdanje službe državne varnosti, ki pa to je treba posebej poudariti, ker se v javnosti večkrat daje zmotni vtis, da je to kar prek gradivo nekdanje SDV. Gre za gradivo samo tistega dela dejavnosti SDV, ki se nanaša na obveščevalno in kontraobveščevalno dejavnost te nekdanje službe. Kar se tiče pa arhivskega gradiva, ki govori o dejavnosti te službe kot politične policije, ki je izvajala tudi teror nad lastnimi državljani, je treba poudariti, da to gradivo je prosto dostopno. Vse. In glede tega ni nobenih težav. Ne pri Sovi, ne pri nas. In zdaj je potrebno zaščititi del tega gradiva, nekdanje SDV, ki se nanaša na obveščevalno ali protiobveščevalno dejavnost, je pa zdaj stvar, ki je tudi nekje ideološkega predznaka. Ne? Zakonodajalec leta 2006 je očitno izhajal iz neke predpostavke, da je, ne vem, vse delovanje nekdanje SDV bilo samo v službi, recimo temu, terorizma. Verjetno je pa spregledal, da je vsaj del tega delovanja nekdanje službe državne varnosti bil v smislu tistega dela, kot pač ga upravlja vsaka vohunska služba vsake države, nedemokratična ali nedemokratična. In ravno tu se je pokazalo, da na podlagi tega gradiva, ki je nastalo takrat, so lahko ogroženi državni interesi in pa bolj kot državni interesi mene skrbi varnost posameznikov in njihovo dostojanstvo oziroma varnost tudi njihovih družinskih članov. In to, da ne bo pomote, ne v Sloveniji, ampak ti ljudje živijo v tujini, v okolju, ki bi, če bi se o njih razkrilo, kaj so počeli, lahko do njih reagiralo zelo sovražno, ampak da ne bo pomote, ne govorimo o nekih profesionalnih udbaških zločincih, ampak govorimo o posebno navadnih ljudeh, družinskih ljudeh, ki so upravljali tisto, kar so upravljali iz patriotizma, kadarkoli so že delali, s kjerokoli službo takrat je že bila. Kar se tiče pa nacionalnih interesov, pa treba poudariti, da nekateri pač izhajajo z tega, da mi z nekdanjo Jugoslavijo nimamo nič, ker je bila to nedemokratična država. Lahko jim celo pritrdim. Slovenija ni naslednica nekdanje Jugoslavije v ideološkem smislu ali pa v moralnem smislu, to nikakor ne. Je pa, in to je dejstvo, njena naslednica v formalno-pravnem smislu, saj je ne nazadnje Slovenija podpisnica mednarodnega sporazuma o sukcesiji nekdanje SFRJ. Na
Na tej podlagi je recimo tudi mednarodni sporazum, ki je zelo pomemben za Slovenijo, na njemu temelji zahodna meja Slovenije. Tako da zdaj govoriti, da tisto gradivo, ki je pa takrat nastalo v tem času, ne more ogroziti interesov Republike Slovenije, se mi zdi nekoliko neodgovorno oziroma kot zgodovinar lahko rečem tudi, da je neutemeljeno. In ravno iz tega dejstva se mi zdi, da je potrebno ščititi interese države, ki jo danes imamo, in novela zakona, kot je pripravljena, sedaj rešuje eno problematično vprašanje. Kako zapreti gradivo, ki je bilo formalno odprto? In tukaj bom poudaril, da nobenega problema ni bilo, ker do leta 2009 sploh se nihče ni zanimal za to gradivo, ni bilo nobenih raziskovalcev. Prav tisti, ki pravijo, da zakon se je izvajal toliko časa in da ni bil problematičen, da zakaj sedaj to stvar rešujemo, enostavno zaradi tega, ker v resnici ni bil nikoli konzumiran do nedavno. In to je zelo pomembna okoliščina. Jaz verjamem, da ta novela, kot je sedaj šla v postopek, da je dobra, da omogoča vse pogoje, da bo ustanovljena komisija, ki bo imela vso politično podporo in tudi vso strokovno znanje, saj v njej je predvideno, da bodo strokovnjaki iz pravosodne veje znanosti, zgodovinske, arhivske in tudi obveščevalno varnosti, kar je zelo pomembno, tako da mislim, da bo lahko pravila dobro delo in da bo imela zaupanje najširšega kroga, ker bo na koncu koncev tudi plenarno potrjena strani parlamenta. Toliko sem imel. Hvala. Vprašanja? Prosim. Mene zanima, če je eden od teh širših interesov države tudi obisk avstrijskega predsednika Papirja, ki ga ne pišel. Pač omenjajo se nekakšne povezave, da tudi da okrog Velikovca določene stvari v določeni visoki politiki ne bi smeli predjavati. Ne. Bolj se direktor arhiva, ko govori o nekonzumiranju zakona, se vi sami, ko pregled delate, pozarjate tudi na nekonzumiranje zakona. Že tisti, ki je na svoj času gospoda Drnovška je določil, da bi ti arhivi morali prejeti državnemu arhivu. In to se ni zgodilo nikoli. In še danes se ni zgodilo. In zdaj se spet ne bo zgodilo. A ni ta videz pravne države zelo nenavadno, da služba, v kateri so tudi še ljudje iz prejšnje službe, ves čas v resnici mimo zakonov, poseduje te dokumente, in se vidi iz teh kronologij, tudi vse odločitve sprejema ta služba in nobenih arhiv, tudi ko gre za prosilce, tudi o dostopu, ki ga ti prosilci imajo do teh dokumentov, ali smejo kopirati ali ne. Ni odločil arhiv, odločila je Sova. Tukaj treba poudariti specifično situacijo, v kateri se Slovenija nahaja. Nobena od primerljivih držav nekdanjega socialističnega lagarja nima tako zakonodajo, ki bi silila aktualno obveščevalno varnostno službo, da preda prav vse gradivo, ki je nastalo v času nekdanjega socializma. Tukaj smo izjema. Zakon o Sovi v 55. členu nalaga, da mora Sova oddati arhivu vse gradivo nekdanje SDV. V drugih državah to ni slučaj. V drugih državah tajne službe hranijo tudi tisti del gradiva nekdanjih socrealističnih obveščevalnih služb, če ga potrebujejo pri svojem delu ali če še zmeraj vsebuje tajne podatke, to se pravi take podatke, katerih razkritje bi lahko ogrozilo interese države oziroma varnost oseb. In kar se tiče konkretne zadeve, o kateri sprašujete, problem v tem, da Arhiv Republike Slovenije še vedno ni prevzel gradiva, je v tem, da še zmeraj urejujemo varnostno območje, da ga bomo lahko prenesli. Zakaj pa je prišlo do tega zapleta, pa lahko pojasnim. Kljub temu, da tretji odstavek 65. člena določa, da je vse arhivsko gradivo nekdanje SDV prosto dostopno, je za časa vlade Janeza Janše bila nalepljena na del gradiva nekdanje SDV, ki je nastalo pred letom 1990, oznaka tajno in je bilo določeno, da je nedostopno za 40 let. To se pravi, da je prišlo do tega, da je ta vlada kršila lasten zakon, ki ga je 1 leto prej sprejela. In ker je tam gor zdaj oznaka tajno, moramo to tajno gradivo shraniti v ustrezne prostore. To pa ni tako enostavno. To so zelo zahtevni pogoji, tako tehnološki, organizacijski in tudi pravni. Mi delamo na tem, tehnološko smo že zelo daleč, moramo pa še papirje urediti, tako da verjamemo v nekaj mesecih, da bomo kompletno gradivo nekdanje SDV prevzeli v arhiv.
Naprej, prosim. Sproženi takšni postopki proti tem, ki so v nasprotju zakonom te oznake dokumente dali v čas prejšnje vlade? Ne, kolikor trenutno še ne. Poglejte, to smo zvedeli, preučili še pred kratkim, mislim, da bomo tudi to preučili, to vprašanje. Glejte, tudi očitek, ki je bil v pismu predsednika Janše naveden, češ da se ta vlada strašno marljivo in hitro odzove na ta problem, druge, recimo gospodarske in socialne teme pa pušča malomarno ob strani, ni točen. Moram povedati, da sem bil s tem bežno seznanjen, mislim, da septembra ali oktobra. Absolutno moram zanikati govorice, da ne bi posedoval to gradivo. Tisti, ki jih je izrekel, tako mi je bilo rečeno strani mojega kabineta, ne vem, ali jih je izrekel tudi javno, češ da ne bi posedoval te dokumente, ni izrekel resnice in pričakujem, da se mi bo opravičil. Eno je, če ima neko prepričanje svoje. Drugo pa, če izreče nekaj, kar ni res. Torej, hočem povedati, da sem bil o tem problemu obveščen, dal vrsto vprašanj, nekaj mojih mnenj, potem pa so pristojni, Sova, sekretariat SNAV-a in drugi pač ravnali s tem do nedavnega, tako kot so menili, da je prav. Potem pa smo ugotovili, da je treba stvari urediti. Rad bi pojasnil, da gre tukaj očitno, po današnjem pogovoru, za problem, s katerim so se ukvarjale tako rekoč vse vlade. In da pri poskusu te vlade ne gre za nič drugega kot za nadgradnjo poskusov prejšnjih vlad, da bi tudi Demokratična Republika Slovenija z arhivskim gradivom, ki izhaja iz dela službe državne varnosti, ravnala tako, da bi na eni strani, in to, gospod Janče, se midva popolnoma strinjava, transparentno odprla možnost javnosti, da ugotovi, kaj se je dogajalo v času režima, ki ga ocenjujemo za totalitarnega in nedemokratičnega, tudi s politično policijo, in ugotovljeno je, kot je rekel direktor arhiva, da kar se domačih zadev tiče, danes tukaj ni nobenih omejitev, da pa se je že prejšnja vlada zavedala in je govorila o nacionalnem interesu v 4. členu uredbe, in potem o škodljivih interesih za državo zaradi odnosov z drugimi državami v sporazumu med Sovo in arhivom leto kasneje, 2007 oziroma 2008. Očitno je torej, da poskušamo regulirati nek problem. In bi rad, da slovenska javnost torej po današnjem sestanku razume ta prepir, ki se je vnel. To ni prepir, ki bi bil brez smisla. To je in bi moral biti nek, rekel, konstruktiven pogovor, in tukaj so seveda dovoljena različna mnenja o tem, kako ne ravna Demokratična Slovenija, da bo omogočila javnosti čim širši dostop do dela službe državne varnosti, zlasti in ko je ravnala kot politična policija, da bo razumela naravo prejšnjega režima, da bo ravnala in sankcionirala ravnanja povezana s tem, a da bo hkrati z vidika današnjih interesov Demokratične Slovenije zaščitila tista informacija kot vse druge demokratične dežele, ki zadevajo njeno današnjost in prihodnost. In to je ključno. In glede tega smo se danes, čeprav si tega nismo želeli priznati, bolj ali manj razumeli. Zato je prejšnja vlada, Drnovškova vlada poskušala to regulirati, zato je Janša vlada poskušala to regulirati, zato zdaj mi poskušamo regulirati. Pričemer so seveda vedno ostajali tudi nekateri različni interesi. Kar se tiče primera Omerza, ta ni končan, postopek teče, je samo prekinjen, tako da bo mogoče, če bo ta zakon sprejet, naprej potem v skladu z tem zakonom regulirati postopek. Skratka, tukaj ni bilo nekih zlih namer vlade, da bi zaščitila posameznika ali delo državne varnosti kot take v prejšnjem sistemu, ali celo legitimirala prejšnji sistem. Ampak je šlo za to, da zaščiti interese današnje Demokratične Slovenije, tako kot delajo vse druge države z podatki, ki so občutljive narave. Še kakšno vprašanje? Prosim. Tako direktor arhiva kot direktor Sove sta ugotovila, da je zakon neustaven.
To ne more to na dva ugotoviti, samo ustavno sodišče lahko. Ja, pa stane. Ona dva sta bila mnenja, da je neustaven. Ja, se nam zdi primerno, da pač direktorji nekih agencij ugotavljajo. Ne, sem že povedal. Tako kot imam jaz lahko samo mnenje, o tem ga ima lahko tudi direktor arhiva in ga ima lahko predsednik opozicijske stranke, ga ima lahko navaden državljan, to je samo mnenje. Mogoče da ste izdali sklep na podlagi tega mnenja? Ne, na podlagi tega mnenja ne, kot je povedal direktor Sove, je bilo to ena izmed okoliščin. Tisto, kar je bilo bistveno pri odločitvi za direktorja arhiva, prosim, lahko še enkrat direktor arhiva poveste, video ne bom jaz citiral vas. Tukaj bi prvi zelo jasno in glasno povedal, da ne verjamem, če nekje v Evropski uniji ali pa širše obstaja katerikoli direktor arhiva ali pa kakšen drug uradnik, ki je postavljen pred dilemo ali da izvaja zakon in mu hkrati odgovorna vladna služba oziroma svetovalna vladna služba, sekretariat Sveta za nacionalno varnost sporoča, da bodo ogrožena življenja ljudi in interesov države Republike Slovenije, če bo zakon izvajan. Ali pa da zakon izvaja torej in da ogrozita življenja, ali pa da zakon krši. Zdaj, ta dilema je nesprejemljiva, jaz sem to dilemo zavrnil. In mislim, da to enostavno v normalni demokratični državi ne sme biti na izbiro. No, vi ste po mnenju oziroma po narotilu službe državno varnost ali Svetu za nacionalno varnost kršili zakonodajo? Kršil je nisem, še enkrat vas moram podučiti, mogoče niste dovolj pravno podučen. Ni bila izdana zavrnila odločba. Sklep o prekinitvi postopka do rešitve predhodnega vprašanja. To se. Što sklep ste izdali 6.12. sklicujete se pa na pravno mnenje, ko ste ga sprejeli 6.1. Ne, tukaj je prišlo do tipkovne napake in to sicer zaradi tega, ker je pristojni arhivist bil ta dan nekoliko bolan in je verjetno pozabil na pravilno datumsko, ampak uročen je bil 7. januarja in od dneva uročitve veljajo vse te določbe sklepa, vključno s pravnim podukom. Zoper sklep je možno vložiti pritožbo, to se pravi pravno varstvo po ZUP-u obstaja in jaz mislim, da glede tega je to nek procesni upravni akt, zoper katerega so vsa pravna sredstva dovoljena in možna in se ga lahko tudi spodbija. No, še nekaj. Na koncu vidim tudi iz vaših vprašanj, da utegne in seveda, če bo temu tako, ima javnost od tega vtisa vso pravico, ampak utegne ostati v javnosti po moje napačen vtis, da gre za nek pravzaprav ideološki konflikt. Ne gre za ideološki konflikt, gre za razlike v pogledih na to, kako naj se uredi neko občutljivo vprašanje, ki velja za vse demokratične države in to je občutljivo obveščevalno gradivo, ki bi lahko škodovalo nacionalnim interesom te države zdaj. Torej, ne gre za odnos do polpretekle zgodovine, ker je, mislim, da tukaj glede tega enak. Gre za vprašanje pogleda na sedanjost in prihodnost. Kako mora biti pravno urejena, da ne bodo uradniki in funkcionarji postavljeni v situacijo, ko bodo morali arbitrarno odločati, ker za to nima pravice. Morajo ravnati v skladu z zakonom. Če pa seveda vsi skupaj ugotovimo, da prihaja do problemov pri uveljavitvi tega zakona, pa smo dolžni verjetno, in zato tudi so tukaj novele zakonov in spremembe zakonov, se dogaja samo pri tem zakonu to. Se dogaja tudi drugod. Ko ugotovimo, da prihaja do problemov. In tukaj smo, ko se enkrat ta problem konzumiral, tudi reagirali na to. Kakšen bo vtis javnosti, pravim, ni vseeno, vam bi pa rad povedal, kako vidim jaz to vprašanje. Je vprašanje, ki zadeva vse demokratične države, kako ravnajo z občutljivimi gradivi obveščevalnih služb. Mogoče, dovolj predsednik, vendarle, arhivi so razen v takih primerih zelo nepopularna in nevidna dejavnost, spada pod kulturo. S tem zakonom sicer in v preteklosti, kolikor sem gledala za nazaj, se bolj ukvarjal pravosodni minister oziroma minister za javno upravo, ampak vendarle, mogoče tudi zaradi tega, ker se je v preteklosti z arhivom ukvarjalo na ta način, ali pa bolj s kovčki, ki so ostali, odhajali, ali kakorkoli že, se je spregledalo ogromno dejavnosti,
zaradi katerih arhiv dobesedno, arhivi so, ne bom rekla hirali, ampak materialno in sicer slabše živeli. In vsaj moja odločitev je bila na samem začetku, da se to stanje spremeni. Zato imamo končno strategijo, ki bo papirje, ki še nimajo sploh možnosti do digitalnih, smiselnih in enotnih pristopov po celi Sloveniji, ne samo v Arhivu Republike Slovenije, prešli končno do procesa digitalizacije. Zato smo tik pred natečajem za novo arhivsko hišo na Roški. Zato delamo in obnavljamo muzej arhiv v Ptuju in zaradi tega se stvari spreminjajo na način, da bojo to res prave baze in banke in nacionalne zakladnice, ne samo identitete, ampak tudi nacionalnih pravih hramb podatkov. Samo še eno stvar, gospod predsednik. Janez Janša pravi na vprašanje, koga ščiti, koga bi naj ščitila to zakrivanje. Je konkreten, govori o mednarodnem turizmu, mednarodnem terorizmu velikovcev? Torej, ali domneva, ali pozna gradivo, jaz tega gradiva nisem videl in ne poznam, sem pa slišal ta ugibanja. To je vse, kar lahko rečem. On je, preden je prišel na ta sestanek, govoril, da ste imeli 20 dni. To sem povedal, da kdor izreka taka mnenja, mora, ker to ni res, in to je dokazljiva neresnica, biti toliko moža, da sprevidi, da je pač verjetno bil zaveden ali je dobil napačne informacije in se mi javno opravičiti. Tega nisem storil. To bi pomenilo odtujevanje, nelegalno odtujevanje podatkov. In pričakujem, da bo to opravičilo prišlo zelo kmalu, ker se je zelo kmalu mogoče ugotoviti, da to ni res. Ne. Ne. Ne, dokumenti ne, nič. Pred nekaj ostale teme, jutri je... Ne, potrebujete sestav, ki ste imeli danes tukaj. Za volilno zakonodajo. Ne, to nisem danes. Se ne